11.000 podpisov za konopljo, dobrih 8.000 oziroma slabih 9.000 za samozdravljenje in osnovno bivanje. Čestitam na uspešni akciji. Povej, Jaka, kaj bi Slovenija pridobila, če Državni zbor sprejme te 3 zakone? Prvo bi Slovenci dobili svobodo, to, kar rabijo, do samoodločanja. Obenem bi se razbremenil zdravstveni sistem, če gledamo iz segmenta konoplje, razbremenil se bi sistem pri ljudeh oziroma pri njihovih boleznih. Samo zdravljenje je ključ do uspeha, jaz mislim. Hvala. Kakšen je plan, če Državni zbor ne sprejme teh 3 zakonov? Kako se borimo naprej? Plan je, da pridemo do vseh poslanskih skupin, pa da se kaj izmenimo v tej smeri, ki mi delamo. Če ne dosežemo, bomo naslednje let pokazali, da smo močnejši krat 2, krat 3. Že leta smo dokazali, po mojem, s tem. Dober dan, starša Jakata Bitenca. Povejte, ste ponosna na svojega sina za izvedeno akcijo? Ponosna sva zelo in upam, da bo uspelo to, kar si on zamislil. Ste mu v glavnem v veliko podporo. Glavna navijača. Kaj vidva menite o zakonih, ki jih Jaka predlaga? Kar se mene tiče, pa verjetno tudi žene, so zakoni pravi. Upam, da bojo ljudje to spoznali in te ljudje, ki to sprejemajo, da bojo temu naklonjeni. Jaka, ok, so zdaj papirji vloženi, v kateri fazi smo? V začetni fazi vsega tega. Treba preveriti, prešteti liste, pol bomo pa videli, kako naprej. In zaenkrat, kako poteka? Mi smo pozitivni, tukaj skozi zdaj, ne. Ok, vso srečo.